Pozdravljeni. V preteklih dneh smo lahko slišali ogromno zgodb, kaj se dogaja v Scuderiji Ferrari glede menjave Matije Binota. A danes bomo skušali pogledati, kaj se je pravzaprav dogajalo v ozadju, in tako bo lahko marsikatera zgodba tudi bolj jasna. Današnja rekonstrukcija dogodkov iz ozadja bo temeljila na dveh člankih. A videli bomo, da kot v sestavljanki bodo razni kosi kar lepo sovpadali. In verjetno marsikomu izmed vas je ime Leo Turini znano. Gre za novinarja, ki objavlja razne sestavke vezane na Formulo 1, predvsem na Scuderijo Ferrari. In treba je priznati, da med tistimi, ki poznajo skrivnosti Scuderije, je Leo Turini eden izmed najbolj obveščenih. Mnogokrat ste morda zapazili, da ga drugi avtorji citirajo, ko se kaj dogaja pri Ferrariju. Ampak tokrat je meni osebno zanimivo, da njegovega mnenja nismo zasledili prevedenega v raznih sestavkah. Kljub vsemu sam redno prebiram njegov blog Profondo Rosso. In tu lahko najdem marsikatero zanimivo informacijo ter namig. In 25. novembra je Leo Turini objavil svoje videnje tistega, kar se dogaja v Scuderiji Ferrari. In tu smo lahko prebrali, da je Leo povedal, da obdobje Matije Binota v sami Scuderiji je zaključeno. Torej, zgodbe je nepreklicno konec. Namreč Leo Turini seveda je izjemno dobro obveščen, ampak tudi izjemno previden novinar. In v svojem sestavku je nekako povedal, kdo vse je izgubil s to menjavo. In navedel je na primer samega Binota, Johna Elkanna in še bi lahko naštevali. Ampak pri vsem tem naštevanju je povedal nekaj, kar je zanimivo. Namreč nekdo v ozadju naj bi deloval proti samemu Binotu. In to naj bi bili ljudje vezani na Charlesa Leclerca. Marsikdo izmed nas bi lahko sedaj malce začudeno pogledal. Kaj pa imajo ljudje okrog Charlesa Leclerca za praktično zahtevati v Scuderiji Ferrari? Namreč Leo Turini je dejal, da sam Binotto je nekako podpiral Carlosa Sainza mlajšega. Čeprav moram priznati, da sam tega nisem zapazil. Po mojem osebnem videnju je Carlos Sainz mlajši imel ponavadi slabšo strategijo oziroma bil dobesedno oškodovan, ko je bilo potrebno, na primer, menjati element pogonskega sklopa ali preizkusiti kakšno novost, kjer so imeli samo en set na razpolago. Zmeraj je prednost dobil Charles Leclerc. Težava je v tem, da mnogokrat Carlos Sainz mlajši je bil bolj učinkovit. Ampak zopet moje mnenje, gre bolj za kakovost voznika kot za pomoč ekipe. Pustimo sedaj to. Charles Leclerc v italijanskih medijih ima nadimek izbrani, torej tisti, kateremu bi se morala Scuderija Ferrari dobesedno podrediti v boju za naslov svetovnega prvaka. Nekako izbrani prvi voznik. In nekdo v zakulisju naj bi praktično deloval proti Matiji Binotu in ta nekdo naj bi bil vezan na Charlesa Leclerca. In Leo Turini tu eksplicitno ne pove nobenega imena. Ampak sam sem se malce zamislil, kdo bi lahko bil tako močan v ozadju,
ki je hkrati vezan na seveda Charlesa Leclerca, da bi kaj takega lahko poizkusil. Seveda ni bilo potrebno kaj dosti razmišljati, da sem prišel do nekega imena. Verjeli ali ne, menedžer Charlesa Leclerca, Nicolas Todt. Seveda, Nicolas Todt skrbi predvsem za svoj interes in njegov interes v tem primeru je interes Charlesa Leclerca. Ukolikor bi ga kdo ogrozil znotraj skuderije, bi pomenilo, da bi tudi sam Todt dobil manj denarja. In videli smo, da v preteklih sezonah praktično Charles Leclerc je bil bolj neizpolnjena obljuba kot nek bodoči šampion Formule 1. Videli smo v letošnji sezoni, koliko najboljših štartnih mest je osvojil na samih kvalifikacijah in le koliko zmag. In verjetno tudi ta razkorak med potencialom in efektivno osvojenimi točkami je lahko vodil do določenega nezadovoljstva in pritiskov, naj vendarle nekaj spremenijo. In če ti dve nekako sklepani damo skupaj, lahko pridemo do zanimivih zaključkov. Ampak ni še konec. Namreč Nicolas Todt morda ni edini nasprotnik, ki ga Mattia Binotto je v bistvu že imel v skuderiji Ferrari. Na italijanski verziji spletnega portala motosport.com smo lahko 26. novembra zasledili drugo novico, ki je zopet zanimiva. Namreč Frédéric Vasseur naj bi bil tisti, ki je priporočil Nika Hülkenberga ekipi Haas. In tako je nekako Nico Hülkenberg prehitel tista dva voznika, ki ju je priporočala praktično Ferrari Driver Academy in beri skuderija Ferrari ali Mattia Binotto. Govorimo o Antoniju Giovinazziu in Robertu Schwarzmanu. In zakaj je to tako pomembno? Spomnimo se, da na začetku te zgodbe je bilo ogromno govora o tem, da prav Frédéric Vasseur je potencialni naslednik za Mattio Binotta. In sedaj, če k tej zgodbi dodamo dejstvo, da naj bi prav Vasseur tisti, ki je priporočil Hülkenberga k ekipi Haas, lahko vidimo, da francoski vodja ekipe ima večjo avtoriteto, je bolj spoštovan kot šef skuderije Ferrari. In že tako je mogoče onim glavnim odgovornim pokazal, v kakšno smer se lahko obrne skuderija Ferrari. Glejte, Binotta ne posluša nihče, mene pa kot zunanjega mnogi. In seveda, Frédéric Vasseur je lahko marsikomu malce manj znan. Ampak ima izjemno močan karakter, naprimer v ekipi Renault je bil vodja ekipe med sezono 2016 in 2017, kjer je izjemno hitro prišel v spor z Cyrilom Abiteboulom. In to zaradi tega, ker Abiteboul ni hotel praktično nakazati denarja za vsakodnevno delovanje ekipe v Astonu. Konec sezone 2016 je podal odpoved in približno čez 6 mesecev je bil že na čelu ekipe Sauber. Tam je razdrl pogodbo s Hondo, ki jo je sklenila Monisha Kaltenborn, njegova predhodnica, se zopet vezal na Ferrari kot dobavitelj pogonskih sklopov in nadaljeval uspešno zgodbo. Kot nam je znano, Audi vstopa tudi lastniško v Sauber in Frédéric Vasseur morda vidi, da novemu nemškemu partnerju on kot vodja ekipe ne bo všeč. Zato skuša dobiti drugi po možnosti boljši sedež oziroma boljšo pozicijo. In sedaj lahko vidimo, na kolikih frontah se je boril Mattia Binotto. In ne sedaj, da ga opravičujem, tudi po mojem mnenju je bila menjava nujna in če sem pravzaprav iskren, kot ste morda ugotovili tudi sami, prepozna. Ampak
Vseeno mi navdušenci, da bolje razumemo določene poteze, moramo vedeti tudi, kaj se dogaja v ozadju. In tokrat smo dobili kar nekaj zanimivih kosov te sestavljanke. A tokrat je to, seveda za tisto, kar nam je dano vedeti, vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.